pozdravljamo kolega Damjana Hančiča iz Študijskega centra za narodno spravo v Ljubljani, ki bo današnji predavatelj. Gre za strokovnjaka, ki se zadnjih 10 let ukvarja z raziskovanjem revolucionarnega nasilja, okupacijskih režimov in pa povojne zgodovine na Slovenskem. In mislim, da nas čaka zelo zanimivo predavanje, ker gre dejansko za strokovnjaka z tega področja. Po predavanju pa sledi seveda razpravo, v kateri bo Damjan z veseljem v bistvu odgovoril na vaše vprašanje, kar je že tudi napovedal. Naj vas ne preseneti, med nami so kar 3 kamere. Dogodek je zelo zanimiv, zato smo se povezali z projektom Sistory in pa Socialno akademijo, ki so z veseljem priskočili na pomoč, da bo ta dogodek tudi trajno povečen in si ga boste lahko pogledali na njihovi spletni strani. Damjan, ki odvar. Najlepša hvala za povabilo. Upam, da bo to predavanje zanimivo, da boste izvedeli kaj novega glede te problematike. Jaz sem se nekako predavanje zamislil v 3 oziroma 4 sklopih. A se slišimo? Dosti dobro govorim, ja. In sicer najprej bi nekako predstavil opredelitev pojma raziskovanja, kaj si jaz predstavljam oziroma razumem po to revolucionarno nasilje, potem krajevni okvir te problematike, ki sem jo raziskal, potem bi nekako razložil tudi ozko mejo med pojmom odporniško in revolucionarno v slovenskem prostoru, ter nakratko tudi pravni okvir delovanja oziroma pomena teh odločitev oziroma teh ravnanj odporniško-revolucionarnih represivnih organov. To je v prvem sklopu, to bom šel, bi rekel, zelo na hitro upam. Potem je pa največ poudarka bo pa v drugem, pa v tretjem delu, in sicer v drugem delu bom nasplošno predstavil pregled števila žrtev revolucionarnega nasilja v Ljubljani in pa njihova kategorizacija, in sicer v tem obdobju 1941 in 1942. Potem bom predstavil posamezne nekoliko bolj zanimive primere ali pa pomembne primere, do zdaj neznane primere revolucionarnega nasilja, in potem bom pa še nekatere odmeve na revolucionarno nasilje, ki so nastali na revolucionarni strani. In sicer zdaj, če se povrnem na prvi del, kaj si jaz predstavljam pod revolucionarno nasilje, in sicer v tej študiji, ki jo pripravljam oziroma na tem predavanju, pomeni izraz revolucionarno nasilje je nasilje, ki so ga v času druge svetovne vojne izvajale vojaške oziroma oborožene skupine ali pa odporniške strani, ki so bile pod odločujočim vplivom komunistične partije Slovenije oziroma potem tudi Jugoslavije. To se pravi, da ne gre, če nekako povzamem, v vseh teh predstavljenih primerih ne gre zgolj za smrtne žrtve ali pa nasilje, ki je bilo posledica ideološkega nasilja, oziroma da bi bili vsi te, ki jih bom predstavil, ubiti zaradi političnih razlogov, ampak gre v nekaterih primerih tudi za posledico nasilja, ki bi ga lahko povzročile tudi druge odporniške skupine, ki ne bi bile recimo pod vodstvom komunistične partije. Ampak to pomeni, da je treba vsak primer, bi rekel, posamično obravnavati, ker so bili razlogi oziroma motivi za uboj, ki ga je povzročila revolucionarna stran, zelo različni. In sicer nekako nasplošno je zelo tanka ločnica med odporniškim oziroma, kot pravijo, narodno-osvobodilnim in revolucionarnim pri teh enotah. Recimo, kako tanka je bila ločnica med osvobodilnim odporniškim gibanjem in komunistično revolucijo, bi jaz kar citiral zgodovinarko dr. Vido Deželak Barič, ki je v
članku Komunistična partija in revolucionarno gibanje, zapisala tako. Med okupacijo 1941 in 1945 v Sloveniji se je vzpostavilo močno odporniško gibanje v okviru Osvobodilne fronte slovenskega naroda, ki ga je spodbudila in vodila Komunistična partija Slovenije. Ob odporu proti okupatorjem je potekala tudi avtentična revolucija, ki je ni mogoče prekriti in prikriti z osvobodilnim bojem, čeprav so bili nosilci obojega, to se pravi tako odporniškega gibanja kot revolucije, lahko ene in iste osebe, torej v glavnem komunisti. Šlo je predvsem za odločitev Komunistične partije Slovenije, da v okviru oziroma prek protifašističnega boja izvede revolucijo, saj je okupacijo in širšo pripravljenost na odpor proti vsemu, kar je leta prinašala, ocenjevala kot edinstveno priložnost za uresničitev svojih revolucionarnih ciljev. Danes lahko rečemo, da brez vojne in okupacije komunistom nikoli ne bi uspel preboj iz povsem marginalne predvojne stranke v edino vladajočo stranko po končani vojni. Konec citata. Zdaj bi še povedal, kdo so izvajale pač to revolucionarno nasilje oziroma to nasilje, ki ga jaz pač imenujem revolucionarno nasilje. To so ga povzročali bodisi pripadniki varnostno-obveščevalne službe oziroma VOS, imenovali so se varnostniki, potem deloma tudi narodne zaščite ali pa zlasti na obrobju Ljubljane tudi redne partizanske enote. To se pravi v središču Ljubljane, predvsem v tistem delu, ki je bila potem od spomladi 42 tudi oklenjena z bodečo žico, so v glavnem nasilje, to revolucionarno nasilje izvajala VOS, ki je naredila več atentatov. Nekateri so bili uspešni, veliko jih je bilo uspešnih, nekateri so bili pa tudi neuspešni, dočim bolj na obrobju Ljubljane so pa v ljubljanskih predmestjih takratnih so pa na nasilje v glavnem povzročale tudi te redne partizanske enote. In sicer vsi ti so pač izvrševali te atentate, umore, ki so jih sami sicer imenovali likvidacije ali justifikacije, vendar so bile te še manj legitimne in upravičene ter pravno korektno izpeljane kot odločitve potem kasnejših tako imenovanih partizanskih sodišč, ki pa tudi ne morejo predstavljati neke pravne varnosti oziroma neko neodvisnost sojenja. Zdaj, če grem na sam krajevni prikaz, to se pravi, tukaj vidimo zemljevid, se pravi, meje med italijanskim in nemškim okupacijskim območjem v okolici Ljubljane. In sicer sem jaz vzel v raziskavo, se pravi, italijanski del Ljubljane, se pravi, tisti del današnje mestne občine Ljubljana, ki je bil pod italijansko okupacijo, ker severovzhodni del, recimo Šentvit, Guncle, Črnuče, so bili pa pod nemško okupacijo. Te nisem tukaj noter vključil, zato ker je bil tam razvoj revolucije oziroma revolucionarnega nasilja zaradi narave nemške okupacije drugačen in se je recimo tam revolucionarno nasilje pojavilo šele v večji meri leta 1944. Tukaj se je pa v največji meri se pravi konc leta 1941 in pa predvsem v spomladi in poleti 1942. Potem na jugu sem to nekako, na zahodu in jugu sem potem to omejil na tele črti približno, in tukaj tudi vidimo tole, ko je rdeče, je ta bodeča žica, ki je bila potem od februarja naprej oziroma pol so del časa delali, recimo od spomladi 42 naprej je bila obdana in v tem območju je v glavnem deloval VOS, čeprav je nekaj atentatov je naredil, predvsem tudi v tem severnem delu, to se pravi med okupacijsko mejo malo južno v Črnuč oziroma v Savljah, pa do te
bodeče žice. In sicer in pa potem to območje, recimo vzhodno območje, so pa v glavnem povzročale nasilje pač redne partizanske enote, ki so recimo ugrabljale določene civiliste in jih potem odpeljali v bližnje gozdove ali pa še celo malo bolj na Dolenjsko dol in jih potem čez nekaj časa ubili. Potem in potem še, se pravi zdaj, ko sem krevno nekako to opredelil, bi pa še časovno in sicer to obdobje sem pač namenoma zbral zato nekako, da sem ga bolj izpostavil, ker v tem obdobju še v Ljubljani ali pa v njeni neposrednji okolici ni bilo ustanovljenih vaških straž oziroma oboroženih protikomunističnih oddelkov. Zato to obdobje je časovno razmejeno od julija 1941 pa do konca oktobra 1942. Zato, ker potem v začetku novembra pa nastane že v Ljubljani Ljubljanska varnostna straža, ki potem pa že recimo decembra pa že pomaga izvesti božične racije in tako naprej. Potem se pa recimo tudi v severnem predelu Ljubljane oziroma v Savljah in v Klečah se pa že tudi v septembru, predvsem konec septembra, potem v oktobru, pa tudi v Polju pri Ljubljani v oktobru, že začnejo potem nastajati te vaške straže oziroma oborožena proti revoluciji. Tako da sem recimo tukaj v teh seznamih sem naredil, ki jih zdaj prikazujem, sem nekako predstavil, se pravi osebe, ki niso bile, se pravi, ki so smrtne žrtve, ki niso bile pripadniki oborožene proti revolucije. Potem bi nekako, to se pravi, to obdobje, se pravi, ki ga zdaj predstavljam, je bilo prvo obdobje recimo tega viška revolucionarnega nasilja v Ljubljani. Potem drugo obdobje, zdaj če nekako bolj nasplošno to še predstavim, pa se ne bom potem bolj podrobno s tem ukvarjal, ampak sem tako za okvir. Drugo obdobje je bilo ob kapitulaciji oziroma neposredno po kapitulaciji Italije, kjer tudi ugotovimo večji porast števila žrtev iz ljubljanskega območja, to se pravi predvsem Grčarice in Turjak, in pa potem ubiti oziroma umorjeni tisti, ki so bili obsojeni na kočevskem procesu. Potem tretje obdobje viška revolucionarnega nasilja oziroma porasta smrtnih žrtev iz Ljubljane pa pomeni obdobje neposredno po koncu vojne, maja in junija 1945, ko je pač partizanska oziroma pač povojna jugoslovanska komunistična oblast obračunala z domobranci, pa tudi nekaterimi civilisti. Zdaj, če gremo zdaj mi na to predstavitev, se pravi na drugi sklop, sej potem me lahko, če iz tega prvega sklopa vprašate, sem nekako gotovo, da in sem recimo tudi razdelil po mesecih, se pravi pregledal, se pravi za to, da sem pač te žrtve ugotovil, sem poleg pač tiste standardne literature, ki moraš nekako, bi rekel, ki je skoraj obvezna, preden začneš to delati, ampak jo treba potem tudi zelo kritično pretresti. So bili recimo poleg črnih bukov, sem potem gledal tudi predvsem te zapiske oziroma spomine od Vosovcev, ki so veliko pisali o tem, potem pa tudi te arhivsko gradivo od partizanskih enot, ki so delovali v Ljubljani in v okolici Ljubljane. In nekako sem zdaj ugotovil, da civilne smrtne, to se pravi te žrtve revolucionarnega nasilja, so se
če takole pogledam, če pogledamo ta status, to se pravi, začelo se je to recimo že v juliju, predvsem avgustu, potem septembra so malo, pač usip teh žrtev, potem se recimo v novembru, v decembru se to število povečuje. Največji izbruh tega revolucionarnega nasilja je pa zaznati v poletnih mesecih, nekako od maja do avgusta 42. In sicer sem to tako razdelil, te žrtve revolucionarnega nasilja se nekako že v osnovih nekako delim na te, se pravi, na partizane, ki so bili žrtve samih partizanov, to se pravi, da so jih ustreljali, ne vem, za kakšnih disciplinskih prekrškov ali pa recimo tudi, ker so bili mogoče nezanesljivi, ali pa lahko še celo pri kakšnem primeru kakšna politična neprimernost. In pa na to, jaz sem jih imenoval civilisti, to se pravi vso ostalo prebivalstvo, ki ni bilo oboroženo. In zato recimo tale zelena črta prikazuje razvoj, se pravi, žrtev na partizanski strani, ki so jih bili sami partizani, tukaj pa recimo te civilne žrtve, tole pa potem tale pikčasta črta, pa potem vse žrtve. Potem zdaj, glede na to, kdo je povzročil smrt, sem pa že prej rekel, da sem razločeval med te žrtve, ki jih je ubol voz, to so bile v glavnem v središču Ljubljane, in pa žrtve teh partizanskih enot, ki so jih povzročile partizanske enote. Tukaj v juliju, avgustu, pa približno še v začetku septembra 41, ko voz še ni bil, še ni začel delovati, pa tudi te partizanske enote še niso začele delovati, gre pa za posamezne žrtve tega nasilja, ki so jih povzročili recimo kakšni, bi rekel, komunisti na lastno pest. Recimo, da so ubili kakšnega orožnika, za katerega so videli, da ima podatke o komunistih in so ga pač ubili, ne da bi jim recimo to, ne vem, kakšen poveljnik partizanske enote to rekel, ali pa recimo, da bi v okviru vosa pripravili pač ta atentat oziroma umor. Tako da tukaj imam tudi čisto malo, sem vam tudi označena, to se pravi te žrtve, ki so jih pač na lastno pest povzročili. No in to sem še pozabil povedati, da tukaj govorimo samo o slovenskih žrtvah. Tukaj sem pa nekako naredil primerjavo med, to se pravi, vzel sem samo te žrtve, ki so bile ubite v središču Ljubljane, katerih umore recimo je povzročal voz, in sem nekako gotovil, da oni so to se pravi v tem obdobju od julija 41 do oktobra 42 ubili 8 okupatorskih oseb, pri čemer to ni nujno, da so bili vojaki, lahko so bili tudi kakšni policijski sodelavci, ali pa recimo zelo znan primer je te fašistske Ariele Rea, ki so jo ubili, ko so vrgli bombo v eno gostilno in je bila pač slučajno ubita. To se pravi, teh je bilo 8. To se pravi, Slovencev, ki jih je umoril, a ne bilo pa 80. Nisem pa naredil še primerjavo z tistim, se pravi, z obljubljanskim območjem oziroma izven bodeče žice, ker za tist nisem zdaj zaenkrat še najdel, koliko Italijanov so ubili, oziroma teh okupatorjevih oseb. Potem med njimi je bilo tako, če pogledamo spolno strukturo, je bilo 81% moških, pa 19% žensk. Drugače so, to se pravi, čist prva žrtev tega revolucionarnega nasilja je bil sicer en italijanski oziroma
šofer nemške razmejitvene komisije, ki so ga ubili pri gledališču 29. julija 1941, potem druga smrtna žrtev tega je bil pa že en slovenski orožnik, to je bilo pa 10. avgusta 1941. In se bom potem še vrnil, ko bom predstavljal posamezne primere. Zdaj, če nekako vse te žrtve, 173 žrtev tega revolucionarnega nasilja, nekako porazdelim v različne kategorije. Se pravi, za vse smrtne žrtve itak ne moramo, za vse primere ne moramo pač dobiti povodov oziroma motivov, zakaj so koga ubili. So pa recimo za določene skupine ljudi pa lahko že nekako mogoče malo sklepamo oziroma tudi so se tudi ohranili recimo razlogi pri VOS-u ali pa recimo sploh v zaplemnih spisih po vojni, ko so ugotavljali za posameznika, kdo ga je ubol, in velikrat je zraven še navedeno strani pač bivših partizanov, ki so potem zasedali že določene funkcije, da so zraven še razložili, zakaj so ga ubili. Ampak to je seveda zelo, bi rekel, je treba tudi zelo za rezervo jemati, ker velikrat so tudi v teh VOS-ovskih dokumentih, sem zasledil podatek, da piše, ker je izdajal, ker je gestapovski agent in tako naprej, samo ni pa to nič konkretizirano, ne koga je izdal, ne a je bil res ali ni bil, ker recimo za en primer se spomnim, da so recimo pri zaslišanju, preden so ga ustreljali, je samo eden priznal, da je pač gestapovski agent in si jim je še celo ponudil VOS-ovcem, da če mu pa dovolj plačajo oziroma če mu bodo v redu plačali, da bi lahko delal tudi za njih. To je bil v bistvu samo en primer, pri vseh ostalih pa ni to kar razdelano oziroma da bi se res videl, ali so bili res recimo sodelavci okupatorja ali niso. Pri nekaterih primerih se pa sploh vidi, da so jih ubili recimo čisto iz političnih razlogov. Zdaj, se pravi, jaz sem nekako več kategorij, sem nekako gotovil, da bi jih lahko razdelili v več kategorij te žrtve, in sicer prvo veliko skupino predstavljajo recimo predvojni policisti, stražniki, orožniki, mestni in državni uradniki, potem so častniki bivše kraljeve jugoslovanske vojske, potem so recimo železničarji, vlakovodje, razni železniški delavci, ki so se veliko gibali na terenu in predvsem na območjih izven Ljubljane je bilo veliko teh ubitih, ker so se pač peljali z vlakom, pa je recimo lahko tam veljala prepoved partizanska, da se ne sme gibati, pa so jih recimo ustreljali. Ampak to ni bilo pač iz političnih razlogov, ampak bi rekel čist iz teh operativnih, da ne bi videl, da ne bi mogoče videli kakšnega tabora partizanskega ali pa kitazga. Potem imamo pa eno skupino, pa predstavljajo seveda tudi te politični, se pravi politični v ožjem pomenu besede, to so bili predstavniki strankarsko-političnega ali pa sindikalnega življenja Ljubljane. Zanimivo je to, nekako sem gotovil, da v prvem obdobju so v glavnem, se pravi od julija do decembra, so revolucionarna stran, zlasti VOS, v glavnem pobijala oziroma delala atentata na nekdanje policijske stražnike ali pa recimo na kakšne
osebe oziroma nosilcev poklicev, ki so se veliko gibali na terenu, recimo kakšne dimnikarje ali pa recimo krovce ali pa recimo mehanike, ki so dost, bi rekel, mogoče so tudi kakšno stvar za partizane popravljali, pa so se mogoče bali, da jih ne bi izdali, ali pa ne vem. V glavnem to potem z politično motiviranimi uboji pa začnejo v začetku decembra 41 in sicer zanimivo je to, no, vsaj, ko sem jaz nekako do zdaj odkril, da najprej so delali atentate bolj na liberalce pa socialdemokrate, šele potem spomlad 42. so začeli na predstavnike katoliškega tabora oziroma klerikalce. Ne? In sicer prvi tak umor, bi rekel, iz političnih razlogov, ne, je bil recimo 4. decembra, ko so ubili tega liberalca Fanuša oziroma Franca Emerja, potem so 20. februarja 42 ubili industrialca in tudi enega zelo vidnega predstavnika liberalne stranke Augusta Praprotnika. Še prej so sredi decembra ubili socialdemokrata in sindikalista Vinka Vrankarja. Potem marca so ubili Franca Žuvca in Jaroslava Kiklja, to sta bila katoliška študenta. Potem maja, na današnji dan, 26. maja 42, recimo tega voditelja stražarjev, dr. Lamberta Ehrlicha, in pa na isti dan še tesnega sodelavca nekdanjega pač političnega voditelja Korosca Iva Peršuha. Potem so recimo avgusta 42 ubili tudi Fortunata Majdiča, nekako vrh vsega tega je bilo pa recimo v sredi oktobra 42, ko so ubili dr. Marka Natlačna, bivšega bana Dravske Banovine. Potem sem opazil tudi eno kategorijo žrtev, recimo predvojni imigranti iz Primorske. Te sem predvsem v začetnem obdobju, recimo je bilo par primerov, pa tudi potem en primer je še tudi iz aprila 42, mogoče so jih zaradi tega, ne, ker so edini tukaj znali italijansko in so se veliko pogovarjali pač s tistimi okupatorskimi vojaki, ki pa niso znali slovenska, ne, in mogoče so zaradi tega jih sumali, da nekako sodelujejo z okupatorji. Potem, kot sem že prej omenil, eno kategorijo predstavljajo partizanski dezerterji ali pa ti nezanesljivi partizani ali pa recimo pa tudi nekateri kar vidni podporniki pa financerji osvobodilne fronte, ker so jim zgleda niso imeli zadost politično zanesljive. Potem so posebno kategorijo tudi predstavljajo dekleta, ki so jim učitali druženje oziroma prijateljevanje z italijanskimi vojaki. Zdaj veliko od njih je tudi voz skušal uporabiti za vohunke, a ne da bi nekako od Italijanov zvedli določene stvari. Potem je bilo pa tako, so se pa morda nekatere pa res zaljubile v Italijane in potem niso bile več, bi rekel, niso več toliko prinašali podatkov in so jih recimo nekatere tudi ubili. Potem, to sem že prej omenil, te obrtnike in delavce, ki so bili veliko na terenu. Potem posebno kategorijo pa predstavljajo tukaj v Ljubljani tudi zrni, ki je peljal v internacijo v Italijo in so potem so jim dali nekako na izbiro, ali se pridružijo partizanom ali grejo v Ljubljano. In potem so recimo tisti, ki so se odločili za Ljubljano, da grejo domov, a ne, so nekatere od njih tudi ubili, ustrelili. Zdaj, če grem, naprej sem da pogledam, koliko je ura, da nam predolg. Zdaj že vidim, da bom.
Zdaj recimo, če grem na posamezne konkretne primere tega nasilja, saj pol me lahko še kaj vprašati, tudi če sem kaj preskočil. V glavnem, zdaj prvo streljanje med revolucionarno stranjo, ker takrat še ne moramo govoriti o VOS-u, ker še ni bil formiran, in v bistvu prvi medslovenski spopad, ki je povzročil smrtne žrtve, je bil tukaj med Pavšičovo pa Tugomirjevo ulico v Zgornji Šiški 10. avgusta 1941, ko je bil v spopadu ubit ta policist, oziroma orožniški stražnik, policijski stražnik Viktor Jagodic in pa komunist Marjan Majcen, za katerega sicer v Mrliškem listu piše ime Joško Majcen, sam pa sem v vsej partizanski literaturi, pa tudi na tistem spomeniku, ki je tam postavljen, piše, da je bil Marjan, tako da sem potem začel uporabljati to ime. To se pravi, tukaj še ne gre, se pravi, ta Viktor Jagodic je bil nekako prva žrtev revolucionarnega nasilja, čeprav je treba pač povedati, da je bil v bistvu sam kriv, on je v bistvu bil policist in je opazil tega Marjana Majca in njegovega brata, ki sta pa že takrat deloma bila v partizanih in sta potem občasno pa hodila še v Ljubljano in jih je takrat, to je bilo 10. avgusta, je bila nedelja popoldne in jih je opazil in je hitro potem sprožil to policijsko akcijo. Mislim, sta mu še dva italijanska agenta pomagala in so pač napadali te dva partizana, pa mislim, da so bili še nekateri zraven in je potem prišlo do streljanja in v tem medsebojnem, se pravi na vzkrižnem obstreljevanju je bil pač Marjan Majcen smrtno ranjen in seveda tudi tale Viktor Jagodic. Tako da je bilo to in na tem spomeniku, to je še danes, je tam postavljen spomenik in tukaj piše pač, da je pač tukaj 10.8.41 padel borec Marjan Majcen in tako naprej. Potem imamo tole iz Zgodovinskega arhiva Ljubljana, pogreben list, ker tu sem tudi pogreben upisen list in tukaj piše, da je bilo, to se pravi, po vsej verjetnosti so potem, glede na to, da tukaj piše kot kraj smrti Medvedova ulica 5, to se pravi tam, kjer je bil ta, to se pravi tudi v Šiški, kjer je bil ta Viktor Jagodic doma, je možno, da je tam umrl ali pa med prevozom v bolnico, ker tukaj imamo dva kraja, splošna bolnica, kot kraj smrti pa Medvedova ulica, se pravi, zgleda, da ni bil še na kraju tega streljanja mrtev, ampak so ga potem peljalte in sicer tukaj piše čisto natančno nedelja 10.8.41 ob 16.30, po je bil pa pogreb pa že v torek 12.8.41. No, potem imamo pa tukaj en primer, ki sem se tudi, bi rekel, malo bolj podrobno s tem ukvarjal, čeprav en del te zgodbe je bil že pred leti raziskan. In sicer ta je pa prva namerna žrtev revolucionarnega nasilja, ker tukaj pa ni šlo za medsebojno obračun oziroma pač strelsko streljanje, ampak je šlo za nameren umor, ker je pač se bom potem predstavil kdo, je prišel prav na njegov dom, pozvonil in ga ustrelil pri hišnih vratih. In sicer gre za orožnika v Vevčah, sicer doma iz polja pri Ljubljani. To je bil Josip Sušnik. In se tukaj ne piše ponedeljek 18. avgusta ob 12:30 popoldne. In sicer to je njegova slika. To sem nekako dobil lih pred enim tednom od ene njihove daljne sorodnice, ki je
ki je zadnja leta skrbela za hčerko od tega Sušnika in ima določene družinske fotografije in smo potem, je ona potem šla še eno sorodnico, ki je stara 92 let, vprašati, pa slike pokazati, kdo je Sušnik, tako da je ona pokazala, no in tako da zdaj prvič v javnosti predstavljam to njegovo sliko. In sicer, se pravi, on je nekako pač ta prva slovenska žrtev, prva ljubljanska žrtev in mogoče tudi slovenska, zdaj nisem se to ukvarjal, iz tega pa je. Potem v temu zapisniku piše, v karabinjerskem zapisniku piše o tem dogodku, da je on, tam piše pač, da ne bi ga ustrelil ta Adolf Jakl, to je bil en predvojni komunist iz tistega okolja in je možno, zato ker se pojavlja v literaturi dva atentator, dva, ki naj bi naredila atentat, en je Albin Greiser, v karabinjerskem zapisniku pa piše, da je bil ta, ampak tudi ta je potem čez nekaj mesecev umrl, oziroma pač je padel v boju pri Grosupljem in ta spomenik je tudi v Grosupljem, ga imajo gor in mislim, da je bil porazglašen za narodnega heroja. To je pa, to se pravi, zdaj, če se povrnemo spet na to zgodbo nazaj o Sušniku, pred leti gospa Helena Janežič zelo veliko raziskovala že o njegovih hčerki, ker ta Rožnik Sušnik je imel dve hčerki in ena je bila dr. Branislava Sušnik, ena vodilnih bi rekel, priznana znanstvenica svetovnega slovesa, ki se je potem po vojni, se pravi 45. leta, je emigrirala najprej v Argentino, potem pa v Paragvaj in je tam poslala na enem muzeju vodilna proučevalka indijanske kulture in ona je bila, mislim, je bila toliko pomembna, recimo, da so jo leta 2005, mislim, da so jo upodobili na teh paragrajskih znamkah, kar je pač ena zelo redkih primerov, če še ne edina, da je recimo en Slovenc v tujini toliko uspel, da so ga dali na to državno znamko. Tukaj pa paragvajski predsednik, mislim, da leta 1995, ko je dal eno od najvišjih priznanj v Paragvaju, potem je pa, sicer je ona je umrla 1996 in mislim, da, če se ne motim, da je tudi ena ulica v Paragvaju, v glavnem mestu poimenovana po njej. Drugače je bilo pa to tudi en film od nje posnet, pa se pravi, gospa Helena Janežič je pripravila tudi zelo odmevno in pomembno razstavo o njej. To se pravi, da gre v tej družini res za eno tako zelo, bi rekel, pomembno znanstveno in pomembno tudi za Slovence družino. Zdaj, druga hčerka, Dragica oziroma Dragojla, je pa ostala doma in ona je bila 4 leta mlajša od te Branislave in je mogla vsa leta preživljati mamo, pač vdovo po temu stražniku Sušniku, ker so ji decembra 1945 so ji za odločbo vzeli pokojnino, ker jo je dobivala od decembra 1941 po pokojnem možu, in potem so jo pa vzeli, ker je bil pač njen mož nasprotnik narodno-osvobodilnega gibanja, so napisali v obrazložitvi, in tako sta obe dve ostali brez sredstev preživljanja. Ta Branislava je šla v tujino in potem je ta gospa Dragojla, ki je umrla 2006, je mogla potem skrbeti za mamo in jo preživljati in potem je mama je umrla 1976, se pravi, je mogla skoraj 30 let skrbeti za njo. Potem so se ohranila tudi pisma, ki jih je ta Branislava pisala sestri, to mislim, da je tudi gospa Janežičeva zelo lepo tudi predstavlja. Že
Potem imamo recimo eno žrtvo, ki je zelo znana in jaz ne bom o tega atentata govoril, ampak je zanimiv, da jih na današnji dan, čeprav smo tole načrtovali, to predavanje je bilo sprva mišljeno na 27. maj, pa smo pol zaradi drugih obveznosti prestavili, potem sem pa jaz ugotovil, da je lih, mislim, da nekaj je bil ubit lih v torek, to se pravi leta 42 je zanimiv to, da so bili, da so bili dnevi ravno na izdan so prišli kot v letošnjem letu in tudi velika noč je bila 5. aprila, tako kot letos, ne, in tudi tukaj piše datum smrti recimo za Ehrlicha, tork 26. maja 42, ne, to je bil nekako v 8. zjutraj, ko se je tam iz ljudske kuhne vračal od maše. Potem bi predstavil še en primer, to je pa umor kar 3 članov družine Čuk, to je bilo pa 17. aprila 42, ko so, in sicer se je ta njihova hiša oziroma pač domovanje, kjer so bili, to se pravi, ubili so očeta, mamo, pa 2-letno hčerko, se je pa njihova hiša nahajala neposredno ob bodeči žici oziroma tam, ki bo en prehod med bloki, no, in je bil potem, se pravi, ta oče, ker oni so bili pa imigranti primorski iz Gorice, drugač iz Bilje doma. To je ta Čuk Ivanka, ki tukaj piše, da je stara bila 2 leti, ki je umrla pol med prevozom v bolnišnico. To je pa pač ta bodeča žica in tukaj je ta njihova hiša, se pravi v Kosezah, naslov je pod Utiška 51, pa je tudi še danes tista hiša ohranjena. In tudi se tudi danes vidi, da je 2 metra od hiše, naprej je pa ti spomenik, da je bila tukaj je potekala bodeča žica v času okupacije. Ne. To je to. Potem imamo en primer, recimo, enega uboja predvojnega podžupana v občini Devica Marija v Polju, Feliksa Pogačenka in njegove noseče žene Marije. Ona je bila, mislim, da je bila v 8. 7. mesecu nosečnosti in so recimo to se pravi na vsak način so hoteli ubiti očeta, sam niso vedeli, kako ne pridejo do njega, zato so ene par dni prej v začetku avgusta zvabili oziroma ugrabili ženo, ki so jo pač tudi ubili. Potem so pa, čez nekaj dni so pa zvečer prišli po očeta in sina in so jih odpeljali v gozd pod pretvezo, da bosta srečala mamo in da se mami noč naredili, potem so pa v gozdu ubili še očeta. Sin je pa pol nekaj mesecev taval skupaj s partizani in takrat se je tudi začela potem tista italijanska ofenziva in so se skrivali in v tej ofenzivi je bil tudi, nekaj je bil skupaj s partizani, je bil tudi ranjen in je potem ta sin potem čez nekaj mesecev prišel pač ven. Potem je nekaj časa še tudi obiskoval šolo, potem se je pridružil domobrancem in je bil potem 45. leta vrnen nazaj, ampak ker je bil mladoleten, so ga pomilostili. Potem je bil nekaj časa po vojni po raznih zaporih, potem pa je leta 51 ali 52 čez Kanin ušel v Italijo in pol v Ameriko, tako da je še ta sin še danes živ in medtem, ko so očetovo truplo dobili, se pravi, že odkrili spomlad leta 43 in ga tudi pokopali, so potem materino truplo odkrili šele 2008 in so jo potem v oktobra 2008, se tukaj imam tudi tole, so iz družine, so potem to truplo od matere, ki je bila takrat, ko so jo bili noseča, so potem pokopali na tem pokopališču. Potem imam tukaj en primer uboja Stanislava Trontla in njegove žene iz Rudnika, to je 10. septembra 42 in zanimivo je to, ker to sem dobil v zaplemnih spisih, ko so seveda po vojni so hoteli zapleniti njegovo premoženje, potem je pa njegov brat pa skušal dokazati, da ga niso ubili
partizani, zato da ne bi pač zapeljali premoženje in tukaj piše, našel sem ga naslednjega dne po njegovi smrti, kakih 400 metrov od njegove hiše ležati pod nekim grmom. Bil je do golega slečen, česar partizani gotovo ne bi storili. V prsih je imel bodlaj z nožem, po levi strani glave je bila globoka rana, povzročena v topem udarcu in tako naprej. Tako naprej. To se pravi, on je dokazoval, da niso. Potem je pa, tukaj je pa rajonski ljudski odbor, pa piše tukaj v zadnji vrstici, neizpodbitno dejstvo je, da je bil likvidiran po članih oziroma borcih nov, kar ve ves teren rudnika. To se pravi, da pol ni nič uspel, ampak zanimivo sem iz teh dokumentov tudi najdemo, na kakšen način so jih ubili. Potem imam tukaj še en primer, recimo uboja mesarskega mojstra Franca Ocvirka, ki so jih ubili partizani julija 42, se pravi od njega pa še lastnika hotela Štrukelj, Jerneja Černeta, in so jih nekako ujeli, ko sta se vračala z Iga po nakupih, in so jih seveda zelo na krut način umorili. Se pravi, še prej, se pravi, iz tistega obdobja, recimo se najde tudi, se pravi, ko je ta komanda prve čete bataljona Ljuba Šercarja poročala te komandi šeste čete, da so zaplenili tudi, se pravi, 13.7. tudi tukaj dol v spodi, da so od Cvirku in Černetu zaplenili 5033 lir. Zdaj se to ne ve, ali so dobili to gotovine pri njima, zato ker pač sin od Cvirka se spomne, da ne bi oče, pa ta njegov sorodnik Černe, ne bi imela eno usnje in možno, da je bil to usnje tako redno, pa ne vem, da so ga prodali, pa da so pol denar dobili. Se pa ta njegov sin, ki je bil takrat star, mislim, da 12 let, se spominja tudi te obdukcije, zato ker po novembra, se pravi, one dva sta bila julija 42 ubita, novembra pri Stični, potem so pa njega in hčerko od Černeta, ki je bila takrat stara že 20 let, so poklicali na obdukcijo in je potem, on, ki je bil 12 let star, sicer ni smo gledati, ampak je potem ta njegova sestrična, ki je še danes živa, stara 92 let in se spominja, da je tam mu ta Ocvirk Franc, to je tak in tukaj na slik, da je mu v glavi luknjo pa 7 obodov s krampom, Jernej Černe mu pa prirezan vrat in izlečen goltanec. To zdaj omenjam zaradi tega, ker je tudi Kardel 27. novembra 42 pisal v Dolomite Francu Leskovšku in piše, da so našli telesi hotelirja pri Štruklu, se pravi tega Jerneja Černeta in Ocvirka, in da je bil ta Jernej še, se pravi, da je bil pristaš OF, da je bil pa že v stari Jugoslaviji precej svobodomiselni človek. In sicer tukaj piše, našli so ta dva telesa, to vprašanje je, če je njegova likvidacija, tukaj misli predvsem na Černeta, bila potrebna. Glede Černeta pa je sploh kompletna svinjarija in da bo mera še polna, so ga likvidirali na tak način, da so mu prirezali vrat z nožem. To se pravi, tudi Kardel recimo se je ustrašil tega in potem piše v nadaljevanju Kardel, udarite po teh stvarih, to se pravi po teh zločinih, trdno zahtevajte, da smejo likvidacije izvrševati samo odredna sodišča in tudi vi in tudi te kontrolirajte
Izdajte strogo zaupno odredbo, da se justifikacije izvršijo samo streljanjem, a v takih primerih, kjer se streljati ne more zaradi sovražnikove bližine, na tak način, ki ima posledico takojšno smrt. O tem, da je treba Belo gardo uničevati, najodločneje ni nobenega dvoma. To, da sedaj je že izredno treba paziti, koga se obtoži za Belo gardo. Kako naši to delajo, naj bo dokaz naslednji primer. Nekje okoli Rudnika so partizani napadli družino, ki je v konspirativni službi za nas, ubili so očeta in ranili še nekoga. A člani te rodbine vrši za nas izredno važne usluge, med drugim tudi v tehniki. Partizani so napravili zločin samo zaradi tega, ker jih je najbrž kak domačin prevaral in oklevetal družino. Naročite štabom naj ne nasedajo vsakršnim ovadbam, ampak da je vsako ovadbo treba preraziskati, preden se začne z aretacijami. Temu krdelovemu naročilu bi jaz dodal še eno opažanje enega člana oziroma kar dost dejavnega v OF na Ježici, ki piše, 29. junija 42 so ubili enega tudi podpornika OF, krščanskega socialista Franca Straha in on piše, se pravi Albin Bregar, ki bo član OF in krščanski socialist, piše, to sem dobil v teh dokumentih VOS-a, piše obveščevalni službi OF, da to VOS uporabljajo v precejšnji meri otroci, to je nezreli ljudje. Saj v Strahovem primeru to drži, ker so ga ravno mlada dekleta videla odhajati iz hiše, ker je bila seja stavbne zadruge. Iz tega je nastalo potikanje vseh mogočih namenov strahu, že samo iz dejstva, da so ga videli v neki družbi, ne da bi se prepričali, o čem je govoril. Ta primer pa ni osamljen, podobna potikanja se pojavljajo tudi proti drugim ljudem. To se pravi, se nekako tudi čuta to vzdušje, v katerem je vse to potekalo. Vsa ta potikanja izhajajo iz nekega čudnega bolestnega razpoloženja, ki povsod vidi samo strahove, medsebojno sožitje se zaradi takih manir zastruplja do skrajnosti. Iz tega nastajajo justifikacije, to se pravi, on to imenuje justifikacije, že so pač likvidacije, oziroma te umori, ki ne sloni na konkretnem dokazu, da o pravilni razsodbi na določenem mestu niti ne govorimo, temveč kar je najbolj umazano na golem sumu, da bo ta in ta to in to naredil. To se pravi, je bilo zelo veliko sam tega. Potem tudi navede konkretne primere, za katere, konkretne osebe, za katere misli, da so pač krive za ta umor in tukaj potem nadalje piše. Strahova justifikacija je bila po mojem mnenju človeško krivica, politično pa napaka. Čustveni kapital, katerega je zbrala OF na Ježici, je zaradi te krivice začel izginjati in kaj to pomeni, kdo bo pridobival na našem terenu. Najmanj apatija, če ne naš nasprotnik. Naši ljudje so zreli in krepeni po svobodi in pravičnejšem družbenem redu, ukoliko jih od tega odvira okupator, so pripravljeni tudi na najtežje žrtve. Toda medsebojnega terorja, kakršen se kaže sedaj pri nas in mislim tudi drugod, kakor smemo sklepati po vesteh, ki jih dobivamo, ne prenesejo, ker se jim zdi absolutno nepotreben in nesmiselen. Mislim, da je treba take primere temeljito preiskati ter brezobzirno nastopiti proti krivcem, jih izločiti in kaznovati. Ljudje dovolj trpi že zaradi okupatorjev, pa naj bojo v strahu še pred brezvestneži svojega naroda. Taki tipi so... v glavnem to potem zelo kritizira in potem v glavnem to se pravi, da so že tudi na tej revolucionarni strani, oziroma podporniki OF, so v bistvu upozarjali na določene nepravilnosti, ki so se
pojavile v tem osvobodilnem boju, oziroma odporniškem gibanju, ki ga je pač vodila komunistična partija in ki je hkrati pač izvajalo tudi revolucijo. Zdaj imam še naprej. Ja, potem imam pa tukaj še en primer teh partizanov, ki so jih obsodili partizani pred štabnim sodiščem ali in so jih pač ubili tudi sami in to gre za te, se pravi, posebej sem pač obdelal te, ki so bili pač iz Ljubljane in tukaj so pač obtožili pač določeno število teh partizanov. To je bilo predvsem v juniju in juliju 42, ker opažam nekako, da v juniju in juliju 42 so izrazito obračunavali bodisi partizani s samimi partizani ali pa recimo voz z podporniki OF, ki niso bili čist na politični liniji. Recimo smo že imeli tega Černeta pa Ocvirka, pa tudi Straha in tako naprej. To se pravi, da takrat je bilo en čiščenje znotraj pač njihovih vrst. In sicer tukaj zanimiv, meni se zdi, tudi tukaj piše, da ta tovariš Miro, so ga tudi obsodili na smrt, je bil pač politkomisar pete čete in tako naprej in je zanemarjal svoje naloge in tukaj piše, očeti sploh ni vršil političnega dela, temveč je ves čas posvetil samo tovarišici Vidi. In potem pa še neki Fani tudi, ki je bila tudi obtožena pa umorjena, ustreljena, potem tukaj tudi več teh primerov, da je neki poneveril oziroma pač ga obtožujejo raznih stvari. Potem je pa zelo rekel, zanimivo se mi zdi pa to, ker tukaj piše, da je bil tovariš ves čas skrajno malomaren in nediscipliniran, nekajkrat je že pobegnil iz borbe. V eni zadnjih borb je odvrgal zaboj municije. Pri zaslišanju je izjavil, kurc pa municija, glavno je, da sem odnesel glavo. In pa piše, po partizanskem zakonu v interesu borbenih nalog bataljona in tako naprej, je moral potem ta imenovane tovariše obsoditi na smrt in v bataljonu je še nekaj tovarišev, ki se jih opazuje in ki kljub preprečevanju in kazni še nadaljne skušajo rušiti disciplino, enotnost in medsebojno zaupanje. Tovariše opozarjamo, naj se popravijo. To se pravi, s tem sem hotel nekako prikazati, koliko teh različnih momentov oziroma teh razlogov za revolucionarno nasilje je bilo v tem obdobju in da pač nekako vseh teh žrtev ne gre, bi rekel, enačiti, čeprav je pa res, da je skupno vsem tem žrtvam, ne glede na to, ali so politične, v ožjem pomenu besede, ali so jih pač po naključju, ali pa samo z kakšne, bi rekel, domneve ali pa obrekovanja pobil, je to, da so njihovim sorodnikom po vojni, že pred 45. leta, nekaterim tudi pol še malo kasneje, zaplenili premoženje, različne načine, pa recimo, če so kakšne pomoči od Dunare dobili ali pa po vojni, so rekli, zdaj pa damo sam tem, ki so na partizanski strani padali ven, ki so pa sorodniki teh pa ne. Se pravi, različna, potem, kot sem že prej omenil, pri primeru Sušnika, so vzeli te vdovam od teh, recimo kakšnih orožnikov ali pa kakšnih teh so vzeli, ki so imeli službe, so vzeli pokojnine in preživnine, tako da so bile res v nezavidljivem položaju. Tako da zdaj pa mislim, da sem končal, sem pa na voljo še za vprašanja. Zdaj mogoče bi samo še tole predstavil. Tukaj sem tudi izdelal seznam. Upam, da se bo to odprlo, seznam teh žrtev in sicer sem toliko padel not v to raziskovanje, da sem se, glede na to, da imajo zdaj računalniško aplikacijo tudi to komunalno podjetje Žalje, sem potem ugotavljal še, koliko teh ima še ohranjene grobove, ker tukaj imam potem še grob in sem nekako ugotovil, da 2/3
žrtev ima še do danes ohranjene grobove, pri nekaterih primerih je bilo predvsem teh znanih političnih, da so jih potem po vojni 46. leta, da ne bi jih izkopali, pač njihove posmrtne ostanke, recimo Erlicha, pa Bana, Natlačna, pa morda še nekatere, pa da so potem tiste kosti vrgli, ne vem, ali v eno jamo, ali tam so ceste dela, pač različne stvari se pojavljajo, ampak pri ostalih sem pa nekako gotovo, da imajo kar ohranjanje in sicer gre predvsem za tiste žrtve, ki jih je ubol voz, ker voz je delal pač na javnem mestu te likvidacije, manjkajo pa grobovi teh žrtev, ki so jih ubili partizani, partizanske enote, ker te so pa v glavnem ubili v okolici Ljubljane po gozdovih in so recimo potem recimo od leta 2000 recimo so nekatere potem že odkopali tudi z analizo, s pomočjo analize DNK od sorodnikov, nekateri pa pač, ki nimajo sorodnikov ali pa to so pa ostali brez grobov, potem imam tukaj še potem pa recimo teh svojih v Krimski jami in tako naprej. To se pravi, te žrtve so nekako, to se pravi, tele, ki jih imam tukaj mačkam bolj vijolično označene, so recimo partizanski dezerterji, ker teh so tudi veliko, recimo sploh po zimu, januarju pa februarju 42 je zgleda bil mraz, pa so oni prišli dam, ker jih je to navdušenje za borbo in jih je malo minilo, pa so jih pol tudi na domove prišli ubiti, pa so jih ubili kot civiliste. Potem, ampak sem jih pač označil, te, ki piše, da so jih zato ubili, ker so bili dezerterji. Potem imam pa tukaj, kot sem že prej omenil, te partizane, ki so jih pač predudrili, tam ene primere sem prikazal, ki so jih prav v enoti obsodili, imam pa tukaj takole označenje malo bolj z rdečo barvo, vsi ostali so pa recimo tisti, ki niso bili ne partizani, ne dezerterji, ampak v bistvu civilne žrtve, čeprav nekateri so bili tudi orožniki, ampak oni so pač opravljali svojo dolžnost in ni mus, da so bili ubiti v streljanju, tako sem za prvi primer povedal, lahko so pač atentat, recimo, ker poleg tega sušnika, ki sem omenil, recimo bi menil še enega, ki so ga ubili, se pravi, ki je bil telesen stražar od takratnega ljubljanskega župana Adlešiča in so ga ubili oktobra, to je tako Koželj Josip, ki so ga ubili 19.11.41 in izdali, oziroma pri tem atentatu so pa pomagali tudi nekateri policaji oziroma stražniki, ki so delali za VOS oziroma za OF, tudi znotraj pač policije in so ga izdali pa povedali, kdo je, pa kdaj je na določenem mestu, in so ga potem vosovska trojka pričakala, pa ga je ubila. Potem pa, kakor se spominja, nekdanji VOS oziroma tedajni član VOS-a, ki so izvedeli atentat, da so jim še celo tisti policisti oziroma sodelavci tega, ki so ga ubili, en od sodelavcev jim je še čestitev, ker so tako fajn opravili to delo. To se pravi, da se vidi, da so bili zelo različni motivi, zakaj so kakšnega ubili. Ta Adlešič, ki si pa tudi bavil, da ga bodo ubili, je pa pol že 42. leta emigriral v Italijo, pa mislim, da se je pol pred smrtjo, mislim, da je 68. leta umrl, 2 let pred smrtjo se je vrnil pol v Belo krajino, zgleda, da so mu dovolili, ker se ni nič, rekel, ki je dost, kakor bi takrat rekel, kompromitiral proti NOB. To je to. Potem pa, se pravi, tukaj imam seznam za celo leto 42, ker jaz sem se tukaj osredotočil na to obdobje, to se pravi od Sengora. Tukaj recimo konc leta 42 pa vidimo že ubite pripadnike oborožene proti revolucije, to se pravi vaških straž ali pa četnikov, te sem pa označil splavo, ampak v tem prikazu, ki sem vam prej prikazal te grafe, pa to jih nisem upošteval in tudi tega nisem Dobnika Ferdinanda, ki je bil sicer četnik, ampak ni bil tukaj v Ljubljani ubit, ampak je bil na Dolenjskem in tega tudi nisem upošteval, zato ker je šlo pač za oboroženega pripadnika proti revolucije. Tako da, s tem bi jaz nekako svoj ta uraden del
predstavitve zaključil, bi pa dal na razpolago, če ima še kdo kakšno vprašanje, oziroma če sem bil pri kakšni zadevi nejasen, pa bi rače pojasnilo. Hvala najbolj za tole izredno zanimivo predavanje. Zdaj pozvani strani od samega predavatelja. Jaz samo prosim vse, ki se boste prijavili v besedi, če se lahko prosim predstavite. Tako da beseda je vaša. Lahko je vprašanje ali komentar, prosim. Ja, Andrej Humek, gledajte, mene zanima ena stvar. V tem vašem pregledu po moje manjka ena pomembna skupina. In to je skupina tistih, ki so komunisti naznanili Gestapu in fašističnim razstreljenim Ljubljani in kar je tudi vodilo v njihovo smrt. Ta skupina ni tako majhna in če gremo mi na, recimo, takratno, bi rekel, politično elito, jaz bi rekel, da prej prevladuje ta pristop, posebno v letu 41 in začetku leta 42. In meni se zdi, da je prikaz brez poudarka na tej grupaciji, na teh ljudeh v bistvu nepopoln, čisto rekel. Pa me zanima vaše mnenje, ali ste se zavestno od tega distancirali, ste se zavestno, ali je to recimo prišlo do tega slučajno? Ja, jaz sem se pač zavestno, ker to ne more 100% dokazati, ker lahko bi v ta sklop žrtev ritualnega nasilja vključil tudi te talce, ki so jih pobili zaradi teh partizanskih akcij, ali pa vosovih akcij, in ker pol lahko v bistvu vse nekako to. Jaz sem se nekako pač osredotočil to, da je bila žrtev bodisi ubita v Ljubljani, ker nekateri imamo tudi Štajerce, recimo primere, ki so tukaj študirali ali pa so bili pregnani z nemškega okupacijskega območja, ali pa da so bili recimo prebivalci Ljubljane, pa so bili recimo v tem obdobju ubit, ni nujno, da jih v Ljubljani ali pa v tej okolici, ki obdelujemo, pa lahko recimo, da so ga partizani ugrabili pa na Dolenjsko, pa so ga tam ubili recimo v tem obdobju. To sem tudi še not vključil. Te stvari so pa, bi rekel, zdaj v nekaterih primerih obstajajo res namigi, da so določene osebe, recimo sploh za Aleša Stanovnika se zelo govori, da so ga sami izdali in tako naprej, ampak čisto 100% dokaza pa ni, in zato sem jaz prav kakšnega seznama, da bi jaz videl, da bi bilo, da bi oni rekli tega pa tega, tega nisem dobil, zaradi tega tudi nisem mogel pač to vključiti not. Se pa zavedam, da je to tudi en problem, ki pa ne vem, ali je možno, da bo kjerkaj čisto razrešen ali ne, ker je to tako bolj na tej osnovi, recimo v kakšnih spominjih pišejo, tega bi pa lahko rešili, recimo tudi za to na ta Tomšiča se velikrat pojavlja, po eni varianti še celo, da se je Ljuba Prenar bila pripravljena v italijanskega vojaka napraviti, pa ga rešiti, pa tako naprej. Sam zdaj pač tega ni bilo in rekel, ne moreš pol špekulirati na podlagi tega. Mario Pleše iz Socialne akademije. Meni je bilo zanimivo, ko ste omenili, da so se tudi znotraj OF nekateri visoki predstavniki zavedali in celo svarili pred krivičnimi likvidacijami. Me zanima, kakšne konkretne ukrepe so sprejeli, da bi preprečili to. Najprej ste omenili, da je prišlo kasneje še do 2 valov teh likvidacij. Se pravi, so bila svarila, ni pa bilo očitno nekih ukrepov, da bi to zmanjšalo. Problem v tem je v tem, da so bili recimo te, ki so mirili pol situacijo, kadar je prevladala čez rob, ampak so v bistvu pol zaradi tega mirili, ker je pač to slabo vplival na samo pač partizansko odnos prebivalstva do partizanskega gibanja, ampak že tudi v tem sem prav se v bistvu vidi, da ni bil problem v samem nasilju, ampak problem je bil v doziranju tega nasilja, pa v prikazovanju pač ljudskim množicam tega
nasilja. Sej, to ni sam problem konkretno Ljubljane ali pa okolice, ampak je recimo to bil problem celotne Dolenjske, ki so ga tudi partizanska strana njega označuje kot za pojav vojvodstva, ker so pač očitno, da smo bili Slovenci že takrat tako skregali med sabo, da je to revolucionarno nasilje dobil že v bistvu že tak obseg, v bistvu, da je celo presenetil tiste, ki so pač načrtovali to revolucijo, pa ki so v bistvu že, recimo, če beremo slovenskega poročevalca, že vidimo, že v bistvu že pred napadom na Sovjetsko zvezo, sploh pa pola, bi rekel, so zelo tako, bi rekel, zelo taka militantna retorika, ki se je sploh stopnevala. Se to imam jaz tudi pol, če bom izdal knjigo, imam tudi to obdelan, tudi prav preko slovenskega poročevalca pa raznih teh partijskih odlokov oziroma korespondence med temi voditelji revolucije ali pa odpornejšega gibanja, da se nekako, kako se je to stopnjevalo. Zdaj ponavadi sem jaz tako videl, ko se tudi v tem primeru partizanov, kakšne manjše ribe so recimo obsodila, ker recimo tudi poznam primer, recimo eden, ki je zelo veliko pobijal civilno prebivalstvo v okolici Šentjošta, so potem čez nekaj mesecev je že v bistvu že ogrožal same partizane in so ga pol sami partizani ubili, ker je zgleda vzel to tok zares in se je potem že kar v bistvu tako obnašal, kar češ se mi nič ne more, pa če vi na tih bom pa še vas, in so se pol kar ustrašili, in so ga pol sami likvidirali. In tudi recimo takole slišimo, da so kakšnega partizana zaradi kakšnega kraja ali pa zaradi kakšnega prestopka so ga tudi ustreljali. Sam bi rekel, prav primer tega, sem prej pripravil tega Feliksa Pogačnika, recimo tisti, ki je ugrabil ženo, ki je bila noseča, je potem, pa so ga poznali, ki je bil pač iz njihove vasi, je potem po vojni dobil eno pomembno diplomatsko službo. Tako da v bistvu, zdaj tako, če si ti izvajal nasilje na partijski liniji, je bilo vse v redu, kakor si pa mal po svoje, ali pa recimo, da je bilo v javnosti zelo negativen odmev, je bil pa pol pred problem in je bilo možno tudi, da so te prekršen sodišče dali pa obsodili, kakor smo tudi tam sem en primer predstavil. Tako da je bilo to. Je bilo pa zmeri tako, da v bistvu nekako se je to revolucionarno nasilje, ne samo Ljubljana, tudi v Sloveniji recimo povečevalo takrat, ko so partizani oziroma pač ta odporniško-revolucionarna stran pričakovala, da bo vsak hip konc vojne, in tako tudi vidimo recimo takrat, da se je spomlad leta 1942 povečalo nasilje, že tudi kar del, mislim, da konec decembra, začetek januarja pisal smernice, da zdaj pa ne smejo več to gledati na osvobodilni boj, ampak je treba zasledovati tudi razredne cilje. Potem ob kapitulaciji Italije tudi, ki je bil ta obračun z nasprotniki in leta 1945 tisto. In zato se meni zdi, recimo, da je to leto 1945, to dogajanje, ki je zdaj 70 let, da ga ne moramo razumeti samo v kontekstu dogajanja leta 1945, pa tistega evropskega dogajanja ob koncu vojne, ko so se zmagovalci maščevali nad poraženci, ampak je v bistvu to že tretji val tega nasilja in je, bi rekel, prav korenine, en del korenin oziroma en del vzrokov za ta obračun je treba že iskati tudi v letu, v spomladi leta 1942, potem ob kapitulaciji Italije, oziroma takrat v Grčaricah, Torjaku in tismo zelo glasnemu kočevskemu procesu.
in potem je to, potem se pa potem pa to ni bilo konc tega nasilja, ne? Ampak imamo potem še leta 48, pa v začetku 50 let še Informbiro, ko so pa začeli že sami med sabo obračunavati, ker ni bilo že več pač teh nasprotnikov, ki so že z njimi obračunali. Ne? Ob tem, da je treba povedati, da so recimo bili ti Informbirojo res sami komunisti, da so tudi še marsikaj drugega bilo, ampak imamo recimo od 41 do 51 imamo te valove in en med njimi je tudi ta iz leta 45, ampak določene vzroke za to oziroma pojasnila je pa treba že iskati v letu 42. Kakor jaz mislim, kakor sem zdaj to gledal, da v bistvu tisto nasilje ni samo, rekel tako, maščevanje poražencev, to deloma je to res, ampak bi rekel, ker se v bistvu tudi vidi, jaz ne vem, ali je še kakšen osvobodilen gibanje v Evropi recimo povzročil toliko žrtev med svojimo narodom, kar je v Sloveniji, ne? Rekel, jaz ne poznam, sem te, če kakšen ve nekaj pove. Ja, ki je bila pa tudi državljanska vojna. Ja. Po istem principu. Ja, sam Španija ni bila med drugo svetovno vojno okupirana, ampak tako mislim, bi rekel, da če se osredotočimo samo na to drugo svetovno vojno, pa na območja pod nacistično ali pa fašistično okupacijo, recimo italijansko, nemško, ne vem, če bi mogoče bi v določene meri bilo v Grčiji, ampak v Grčiji v bistvu pol državljanska vojna nastopila šele pol, ko so Angleži prišli, ne, v večjem obsegu, ne. Tako da, ja, tako nekako. Mogoče sem v tekstu bral, še vojni, to, kar je gospod Umek poudaril, ne. Tukaj se je treba zavedati, vsi tisti, ki smo po arhivu hodili, pa tisti, ki več obtene, da je del nesrečne slovenske zgodbe tudi krivda vseh mojstrov, ki so takrat tako delali in tako se delali 89 in marsikaj še tako delali. Na to je pozoril sam veliki Vosovc, zelo lep gospod Karel Stovnika Juh, to piše noter v arhivu, ne, je rekel, če bomo tako delali, se smo med sabo pobili. Ker on je z prve roke prvič bil izraven. Ja. Jaz ne vem, da je bil eksekutor, to ne vem, bil je Vosovc. In ko je to spremljal, pa medkrat kušal umetnik, je rekel, kam to pele. Druga zadeva. Ta jesta je zelo posebna v tem, tisti, ki greste gledati arhiv Vosovc, prejte, tukaj je bila vsa tragika tega dogodka, da so svojega ubili, in to je enega zelo prijetnega gospoda, vplivnega, kjer se zgleda ta OF ni toliko parela in potem je bila velika drama. In na to temo se je tudi kar del razpisal. Drugje, v enem drugem fondu, ko piše pa gospodu Marinkotu, kaj piše? Uničiti, to bi nam lahko škodilo. In to je ostalo. In tisti, ki delamo z arhivom ali pa res doma, moramo zelo paziti, da ne bi žrtve naredili. Še enkrat žrtvu na nekoga pa pozabil, ne. Ni huž pa, da se ta senca in te prakse velikrat ponavljajo. Ker koliko se je včasih ničval, se je pa kasneje ediksiral ali pa informacijski sistem obrisal. Problem so prakse. In tem poslušamo tudi Kajuha, ne samo nekaj drugo. To bomo malo radi zbudili naprej. Ja, samo še maskih nekaj vprašanje. Še zadnje vprašanje, potem pa bomo počasi z današnjim predavanjem zaključili, tako da predavatelje tudi spustimo. Začel bom, da razredni cilj je bila revolucija, da se zmišljamo za narodno-osvobodilno borbo z enega samega razloga. Vkoliko dobro poznate, je že junija leta 40 okupiran praktično Salzburg s Parižom na čelu. Ker je bila Jugoslavija sestavni del vsi pakta Mareka Roberta, Roma, Berlin, Tokio, so bili zavarovani pred drugimi zadevami. Protest 70. Mareka marca v Beogradu je anglijsko obveščevalna služba naredila, da so bombardirali naftna polja v Krajovi.
Aradu letališče. Ampak zakaj to govorim? Ker vam dokazujem lahko, da je revolucija izvajana bila že od cvetne nedelje leta 1941. Brat mojega strica je bil likvidiran kmalu po cvetni nedelji na Travni gori leta 1941. Ustrelili so ga in so ga vrgali v grmovje, potem so ga po 10 dnevih odkrili. Njegovega brata, oba sta delala prej v Česnovi elektrarni v Ljubljani, oziroma rekli Sandfajt Mutalajpa, na Ljubljana, je bil pa utopljen. Tudi po navodilu, kako preko partije, javka proti obveščevanje prave domoljubne organizacije je bila trafika v Šentvidu. To je čisto mimogrede. Da so si pa revolucionarji prilastili, kako bi rekel, narodno-osvobodilni boj je tako jasno. Ugotovili so španske državljanske vojne, kjer so se mnogi tigrovci borili, da morajo umoriti vso, kako bi rekel, inteligenco. Ko so umorili inteligenco, se pa zadeva obrnila. Špansko državljanstvo so izgubili praktično zaradi inteligence, pa drugo, kar je pomemben, da se zavedate, da je bil sporazum Ribbentrop-Molotov, kjer je Stalin namensko vsaj za 10 dni prepozno poslal tanke na Guadalajara. To je čisto mimogrede, da se zavedamo, da je bila vrsta igra. Gospod Andrej Umek je pravilno omenil, da so bile tudi insinuacije. Vsa ključna inteligencija pa šla iz Primorske. Leta 1941 so jih, kako bi rekel, kvazi komunisti odpravili, so naprej se ne bom videl, ker je tiskarna odpravila, veselo izdajali, pošiljali so jim, kako bi rekel, dopisnice, da so jih Italijani lahko polovili. Vse oficirje stare jugoslovanske vojske. To je klasična, bomo rekli, plava garda. V bistvu so bila pa jugoslovanska vojska v domovini in njihova nesreča se zgodila šele s sporazumom Tito Subašić leta 1940. Zaradi tega so zdaj dejansko rehabilitirali v Srbiji tudi, kako bi Dražen Kraljica. Ker se bojo ugotovile resnice, kaj so resnici dogajajo. Problem je pa, ker je arhiv sprašen in ključne zadeve od 41. leta, ko so sodelovali prvi, bomo rekli, kolaboranti z nacisti, so bili partizani, bomo rekli, partici, ker je bila ruska šola in cel april, maj, juni ni bilo nikakršnega njihovega boja. Če bi gledali, so bile tiste oborožene skupine ali pa čete se le v juliju, prve, ki so nastajale, tisti v Susniku oziroma v Smatnicismu, je Ivan Novak Očka, Cimperman izvajal. Vse so vse ve, kaj bilo. Ampak noče preveriti res popala. Zdaj, Dana, če želiš komentirati, se lahko nastopno preverilo. Jaz bi mogoče sam tole od Karla Destovnika Kajuha, da sem bil jaz tudi presenečen, ko sem recimo v teh vosovskih virih to odkril, da je tudi pripadal eni, se pravi, ta Karl Destovnik Kajuha, eni v teh vosovskih skupin in sicer je bil prav v tej skupini, ki je izvedla atentat na Erlicha pa na Peršuha 26. maja 1942 in zanimivo je to, oziroma po en stran se mi zdel grozljivo, da so po vsaki akciji piše, ko so se pač ti vosovci vrnili nazaj, so recitirali njegove pesmi. In pri tem atentatu na Peršuha, ki so ga ubiti, se pravi, ko so istočasno, se pravi, pri Ljudski kuhinji so naredili atentat na Erlicha, istočasno v zavarovalnici, tam, ki je zdaj zavarovalnica Triglav, v teh prostorih pa na Peršuha je potem atentator na Peršuha se je, sta bila dva atentatorja, en je preživel, drug je pa šel eno trgovino, kjer so ga ubili, ker ni bilo izhoda v zadnje, in ima še en spomenik tam pred tisto Mercatorjevo delikateso. In zanimivo je to, ko piše, da so, ko so prišli nazaj in ko so sporočali, da je pač ta atentator izgubil življenje, da je ta Karl Destovnik Kajuh prav tisto pesem
recitiral, veš, mama, lepo je živeti, to, da za kar sem umrl, bi hotel še enkrat umreti. Se pa spomnim, kako smo se mi leta 84 za 40-letnico, odkar je umrl, kar je padel pri belih vodah, smo se tako kot razred učili te njegove pesmi, pa med njimi tudi to. In sem rekel, vidiš, še jaz, da je nekak sem ozadje te pesmi spoznal, ampak pač na tak način, ko so v bistvu Slovenci ubijali druge Slovence.